Ja, hvala lepa. Danes je en tak šokanten dan oziroma jutro. Nekateri, ki ste tukaj prisotni, se spomnite razprav, ki so potekale v Sloveniji v času pred in ob demokratizaciji, predvsem v letih 1988-1991. Razprave so takrat potekale o gradivu, ki je v glavnem zbrano v tej knjigi. To je bil čas, ko je slovenska javnost začela odkrivati, da v takratni državi obstaja vzporedni pravni sistem, katerega akti so objavljeni v tajnih uradnih listih ali pa niti tam ne, in na podlagi katerih državni organi, predvsem organi represije, lahko drastično posegajo v človekove pravice. Zdaj, to odkritje je bilo šokantno, nekaj časa ga je takrat na oblast zanikala, če že to sploh ne obstaja. Potem so ti dokumenti prihajali v javnost, bili so objavljeni v različnih glasilih. Pravna stroka v Sloveniji takrat praktično soglasno zavzela stališče, da noben predpis, ne zakon, ne podzakonski akt, ki posega v človekove pravice ali ki ima kakršnekoli materialne posledice za državljane, ne more veljati, če ni javno objavljen. Se pravi, če ga državljani ne poznamo. Na podlagi tega praktično soglasnega pravnega mnenja je bil potem, ko smo oblikovali in sprejemali novo slovensko ustavo, to ustavo vključen tudi 154. člen, ki pravi: predpisi morajo biti objavljeni, preden začno veljati. Predpis začne veljati 15. dan po objavi, če ni v njem drugače določen. Državni predpisi se objavljajo v državnem uradnem listu, predpisi lokalnih skupnosti po uradnem glasilu, ki ga te same določijo. Če greste danes pogledati spletno izdajo uradnega lista, boste v uradnem listu Republike Slovenije našli na tisoče raznoraznih pravilnikov, podzakonskih aktov, ki urejajo povsem minorne zadeve, ki pa morajo biti objavljeni, sicer ne bi veljali. Če boste gledali občinska glasila, pa te uradne strani občinskih glasil, boste tam našli vse mogoče akte, ki so objavljali razne pravilnike o dodelitvi stanovanj v občinski upravi. Skratka, vse, kar je kakorkoli diši po kakšnem predpisu, se v Sloveniji danes objavlja. Ravno zaradi tega 154. člena ustave in zaradi pravne prakse, ki se je izoblikovala po teh razpravah, ko je slovenska javnost v šoku odkrila vzporedni pravni sistem. Pred 20 leti je prišlo do velike afere, kjer se je odkrilo kršitev tega 154. člena ustave. Sledila je ustavna obtožba, da je za tisti famozni tajni sporazum z Izraelom, za katerega je vlada najprej trdila, da ga ni. Potem, ko se je pojavil v javnosti, pa se je izbruhnila ta afera, vložena je bila ustavna obtožba, zadeva je prišla na ustavno sodišče. Ustavno sodišče je odločilo, da tega akta ni, da ne obstaja, ker ni bil objavljen. In ga ni niti obravnaval. Takrat se je ponovno ta zaveza nekim temeljem pravne države, pa vladavine prava ponovno potrdila in takrat smo mislili, da bomo nikoli več prišli v situacijo, ko bo to postavljeno pod vprašanje. V tej in tudi v različnih drugih odločbah ustavnega sodišča je tudi eksplicitno napisano, da ni važno, kako se nek akt imenuje, da ni važno, kaj piše v naslovu. Tukaj imamo v naslovu enega od teh aktov, katerega izročitev policija zavrača, naziv strokovno navodilo. Popolnoma vseeno je, kaj piše v naslovu, važno je, kaj je vsebina tega akta. Tudi to je bilo že na ustavno-pravni ravni v Sloveniji že zdavno razčiščeno. Naslov lahko napišete karkoli. Važno je, ali takšen podzakonski akt
posega v pravice in dolžnosti državljanov. Noben akt, ki posega v pravice in dolžnosti državljana, izven neke organizacije tudi ni možno šteti za interni akt. Pri obeh teh navodilih, prvo je navodilo o poslovanju s finančnimi sredstvi za posebne operativne namene, drugo je strokovno navodilo o prikritih preiskovalnih ukrepih in prikritih metodah dela kriminalistične policije. Ne gre za interna akta, ki se oba nanašata na pooblastila policije, ki jih uporablja policija pri uporabi od svojih pooblastil zoper ali pa napram državljanov, ne napram svojim kolegom v tej policiji. Skratka, je že po sami logiki tega, kar piše v nazivih, jasno, da ne gre za interno akt. Torej, po mojem mnenju bi morala policija ne samo dostaviti komisije, ki je pristojna za parlamentarni nadzor, oba akta, ampak bi ta dva akta morala biti objavljena, ker sta tipična, to dva tipična podzakonska pravilnika, ki po tem, kar v njih piše, verjetno spominjata na dva od teh pravilnikov, ki jih je uporabljala služba državne varnosti pred letom 2020. Že naslovi so podobni. In za te pravilnike službe državne varnosti je slovenska pravna stroka soglasno ugotovila, da ne morejo veljati, če pač niso objavljene, da gre za tajno zakonodajo, ki že s svojim obstojem drastično krši človekove pravice. Ampak po 26 letih bo o tem verjetno spet ponovno stekla razprava, našli bodo vrsto razlogov za to, zakaj se to naj ne bi objavilo. In to zaenkrat mi puščamo odprto. Se pravna stroka tukaj izjasni. Tisto, kar je pa 100% nesporno, pa je, da ima parlamentarna komisija za nadzor nad uporabo teh metod in sredstev, ne samo pravico, ampak dolžnost, da je seznanjena z načini, na podlagi katerih tisti, ki jih pač nadzorujemo, uporabljajo oziroma izvajajo ta pooblastila. Kako naj drugače sploh poteka parlamentarni nadzor. Bom ponovil to, kar je rekel predsednik komisije, gospod Grims, ki je imel primer Orlik. Na tega primera je sploh prišlo do te situacije, v kateri danes govorimo. Tem se je javno veliko pisalo in pač ne boste zvedeli nič novega, razen tega, da ta razprava v temelju povezana z tem prvim navodilom o poslovanju s finančnimi sredstvi za posebne operativne namene. Kot je bilo povedano nam na komisiji in kot je tudi ministrica, pa še nekateri drugi predstavniki ministra za notranje zadeve tudi javno povedala, naj bi šlo v primeru zlorabe v primeru Orlik, pri zlorabi v primeru Orlik, za zlorabo na nižjem nivoju. Dva kriminalista naj bi zlorabljala fanta, ki je potem hekal oziroma vdiral v elektronsko pošto, brez sodnih odredb, pravi nezakonito, več kot nekaj 100 naslovov, mogoče tudi kakega od vaših. In rečeno je bilo nam in javnosti, da je šlo to za zlorabo na neki operativni ravni. Zdaj, ko smo mi vprašali funkcionarje kriminalistične policije, kako je to možno, se pač obstaja neka pravila, na kateri se lahko registrira vire, sodelavci in tako dalje. Je bilo tukaj precej izmotavanja, bilo pa je tudi dosti direktno rečeno, da recimo, ko gre za plačilo za takšne usluge, v tem konkretnem primeru šlo za nezakonite posege v človekove pravice, da tudi izplačilo odobrijo na neki operativni ravni. Zaradi tega smo se mi želeli pridobiti pravilnik, v katerem je določeno, kdo odobrava ta izplačila. Tega pravilnika ne dobimo. Tako naj
komisija preveri, recimo ta konkretni primer, pa verjetno še mnogi drugi na tej podlagi. Jaz osebno ne verjamem, glede na hierarhični ustroj policije in kriminalistične službe, da lahko kar tisti kriminalist, ki nekoga pač najame za takšno sodelovanje, v tem primeru za nezakonito, tudi odločil o tem, kaj mu bo plačal in kako mu bo te usluge plačal. V primeru Ornik so ga te usluge plačali. Kdo mora to odobriti, nek šef, mislim, to mora biti nekje urejeno in to je urejeno. Po njihovih besedah je to urejeno v tem navodilu o poslovanju s finančnimi sredstvi za posebne operativne namene. Kako pa je urejeno, pa ne vem. In tudi danes so rekli, da nam tega pravilnika ne misli izročiti. Glede na to dogajanje danes na komisiji je situacija očitno še bistveno hujša, kot pa se je zdelo zgolj pri tem primeru Ornik, ki je že sam po sebi škandal, v katerega ni nobeno pogovarjal še. Ministra se zgovarja, da je disciplinsko zadevo zastarala od ljudi, ki so bili neposredno vpleteni, da je bil samo eden v nekem postopku, ki pa se seveda očitno ne premakne na tam. Tukaj se ščiti ljudi na položajih in tega pravilnika ne izročijo ravno zaradi te zaščite. Ko gre za varovanje tajnih podatkov, na katere naleti komisija, ki pripadamo, je tajni podatek zagotovo, kdo so sodelavci, komu se to izplačuje, če je to zakonito. V primeru Ornik to ni zakonito, zato je zadeva že prej prišla, prej smo mi obravnavali. To je tajni podatek, imeno, osebni podatek. Mora pa biti tajno navodilo, na podlagi katerega poteka postopek. Sej gospodje, funkcionarji v kriminalistični policiji ne izplačujejo svojega denarja, izplačujejo davkoplačevalski denar. In na tem nek nadzor mora obstajati. Enako velja za to strokovno navodilo o prikritih preiskovalnih ukrepih in prikritih metodah dela kriminalistične policije. Kot rečeno, pravilnik z enakim, zelo podobnim imenom, ki je obstajal v UDBI oziroma službi državne varnosti, je bil pred 26 leti razglašen za nezakonit, ker ni bil objavljen. Za grob obstoj tajnega pravilnika je bil razglašen za grob poseg v človekove pravice. Zdaj ne samo, da imamo podoben pravilnik, ki je tajen, niti komisije Državnega zbora za nadzor nad tajnimi službami ga ne želijo izročiti. Če pogledamo, kakšen je današnji ustroj kriminalistične policije, ob dejstvu, da imajo pravilnik o posebnih metodah in sredstvih dela, kot nekdanja služba državne varnosti, nas mora malo zaskrbeti. Slovenska uprava kriminalistične policije ima tudi sektor za posebne naloge, v katerem je oddelek za tajno delovanje, oddelek za tajno opazovanje, oddelek za specialno tehniko, oddelek za zaščito prič, to je najbolj normalno. Potem v kriminalistični službi slovenske policije obstaja Center za kriminalistično obveščevalno dejavnost, ki ima oddelek za delo z informatorji in viri, in ti oddelek ne bi obstajali tudi na vseh upravah za notranje zadeve. Če pogledate organigram nekdanje službe državne varnosti izpred leta 1990, boste našli podobno strukturo. Da se danes ne nahaja v Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji, ampak se nahaja v kriminalistični službi slovenske policije. Že smo zelo daleč. Imamo nek organ, ki ima podobno strukturo, podobno pooblastila, kot je nekoč imela služba državne varnosti.
in ima neka tajna navodila in pravila, ki ne samo, da niso javno objavljena, ampak so nedostopna tudi Državnozborski komisiji za nadzor, ki je po zakonu, po ustavi, po Poslovniku Državnega zbora dolžna nadzorovati izvajanje teh pooblastil, na podlagi katerih se lahko posega v najbolj občutljivi del človekovih pravic. Zelo daleč smo prišli. Dolgo časa smo verjeli, do tega primera Ornik smo verjeli, da dobro, vseeno pa ne more prihajati do tako drastičnih zlorab, do kakšnih je prihajalo recimo v letih, v 80-ih letih, pred 30 leti, sej vendarle danes vsi ti, ki imajo ta pooblastila, potrebujejo neko sodno odločbo. Nek nadzor vendarle. V glavnem primeru Ornik je pokazal, da se dela mimo ustavnega člena, ki zahteva sodno odredbo, ko gre za kršitev tajnosti, pisem, komuniciranja, slobod stanovanja in tako naprej. Za vdiranje v elektronsko pošto, kar je počel po navodilih kriminalistične policije gospod Ornik, ni obstajala nobena sodna odredba. Kljub temu je bil za to plačan, za to ilegalno delo. V njegovih besedah ni verjel, da je tega veliko. Se pravi, obstaja vzporedni sistem. Obstaja tudi informacije o primerih, kako se te sodne odredbe krši. Pridobi se sodna odredba zaradi nekega takšnega ali drugačnega indica, povoda, običajno neke anonimke, ki včasih nastaja verjetno tudi v samih službah. In v tem se nekoga nadzoruje dolgo časa. Se sproži nobenega postopka, zadeva se zaključi. Ta prizadeti državljan nikoli ne ve, ne zve za to, da je bil nadzorovan. Niti ne ve, ali so podatki, ki so bili na ta način pridobljeni, formalno lahko tudi zakonito, shranjeni ali niso shranjeni. Nekaj postopkov v primeru Franca Kanglerja je pokazalo, da policija, čeprav to zakon neposredno nalaga, teh podatkov ne uniči, ampak še naprej z njimi mirno razpolaga po preteku zakonskega roka. Vrsta za ne več indicov ali pa sumov, vrsta dokazuje pred nami, ki dela situacijo, v kateri smo izjemno resni. Zadev predsednik komisije bo komisija nadaljevala javno sejo, tako da boste lahko sami neposredno spremljali tudi odgovore prizadetih funkcionarjev policije. Kolikor se bo vztrajalo na protiustavnem in nezakonitem stanju, bomo seveda kot člani komisije, pa reče tudi kot opozicija, uporabili vse druge parlamentarne inštrumente, ki so na voljo, da zadeve spravimo v ustavno in zakonito okvir. Upam pa še vseeno in tudi javno izražam nek apel na predsednika vlade, Ministrstva za notranje zadeve, najbolj odgovorni v slovenski policiji in kriminalistični službi, da resno pogledajo situacijo, ki so jo ustvarili, in še prej, preden bo komisija nadaljevala z svojo sejo, te pravilnike izročili. V enem primeru se ta zadeva ne bo končala tako, da bodo te zadeve ostale tajne in izven parlamentarnega nadzora. Če se to zgodilo, potem se Slovenija sama izključi iz nekega civilizacijskega evropskega kroga, za katerega še vseeno verjamem, da je vse rahlo pripadlo. Hvala.